zapuščaj me danes, to ni dober dan za slovo. Da se spoznam tudi z ljudmi, ki pridejo na koncert, da se spoznamo ne samo jaz, da jih vidim pred odrom, ampak tudi za. Da bom padel na dno, ne zapuščaj me danes, torek res ni dober. Hvala damam in čestitke vsem damam za prihajajoči dan žena. Brez vas smo nič. Danes ni le dež rosi. Sonce se počasi skriva za Markovškim hribom, a pravi sončni žarki udobno sedijo v našem studiu, čakajoči na njega, ki bo pel o noči po noči. V našo sobano je vstopil Gregor Ravnik in podelil rožice dekletom. Mi pa mu prepuščamo še mikrofon. Gregor Ravnik in Po noči, kot prva skladba koncerta v živo. Po noči je vse lepo, hladno, a mi je toplo. Objameš me, lepo mi je. Po noči je lepše vse, pogled tvoj pogreje me. Približam se, začutim te. Noč to zna, to moč ima. Noč mi zadiši po tvoji postelji, goriva od strasti v temi. Veš, da čutim, da drhtiš, ko da se bojiš. Srce lahko je raniti po noči. Po noči je vse lepo, ko gre v telo, telo. Je temna noč, pa vidim te. Noč to zna, to moč ima. Noč mi zadiši po tvoji postelji, goriva od strasti v temi. Veš, da čutim, da drhtiš, ko da se bojiš. Srce lahko je raniti po noči. Noč to zna, to moč ima. Noč mi zadiši po tvoji postelji, goriva od strasti v temi. Veš, da čutim, da drhtiš, ko da se bojiš. Srce tako je raniti po noči. Ola, Ma che lepo. Hvala lepa. ola. Lep pozdrav.
Pa se je začelo in sicer v naši družbi Gregor Ravnik z bendom. Dobro večer, Gregor. Čau, lep pozdrav. Lepo pozdravljen, kako smo, kaj? Super. In vidim, da smo v krasni družbi. To me še bolj osrečuje, tako da hvala Radio Capri za to izjemno priložnost. In lih razmišljam, ne vem, če sem imel kdaj tako koncert, tako od blizu. Mogoče to je dobra ideja za naslednje koncerte, da jih narediš tako, sedišča čisto na Ampak to je odru. dobra zadeva. Ampak veš, kaj je toliko oboževalk, ima, da po mojem bi mogel kar nekaj takšnih mini koncertov narediti, da pridejo vsi na valjda. vrsto, ne? Veš kaj, to bi bilo 15 razprodanih koncertov, en za drugim, Tako pa če ne nekako. premalo, še Tako kakšnega nekako. več. Gregor, ujeli smo te v po mojem taki situaciji, kot si jih sam povedal, ki si se malokrat znašel, ne? Pa tako kot si jih pogledal, teh naših 10 izbrank, a prepoznaš kakšno? Ja, vidim znane obraze, tako da poznam kakšne, ja. Okay. Zdaj, vprašanje je naslednje. Če ti mi preberemo, pravzaprav, kaj so one nam pošiljale kot prijavnico, Prosim, lepo. a bi ugotovil, katera je to napisala? Ne bi po moje. No, ajde, da vidimo, mogoče Ampak nas lepo preseneti. bi Zdaj bomo prebrali njih par, pa da vidimo, če bo šlo. Ja, ajde, okay. Okej. Prva je ta. Sem velika oboževalka Gregorja, spremljam ga že kar nekaj let, na pamet poznam vse njegove komade, oklepaj hehe. Pa tudi luškanje ful, zato si res močno želim priti na njegov intimni koncert. Tako da, če bi bila izbrana, bi bila res ful vesela, s seboj bi pripeljala svojo prijateljico. A zdaj moram jaz to Zdaj boš ti ugotoviti, katera teh je to rekla. Jaz bi rekel tam levi kavč od zadaj. Levi kač sam zadnji. Mi imamo ime. Je prav? Ona rečeš ja. No zdaj mi povej, a ti je ime Tadeja? Bravo! Drugače v kvizih sem dober. Ja, Ok, čakaj, nadaljujemo. Naslednja je: koncerta bi se zelo razveselila jaz, oziroma še bolj moja mama, saj je njegova oboževalka. Vsakič, ko kaj nastopa po televiziji, mi sporoči in reče, da bi z veseljem imela takega zobarja, in potem piše, samo ne tega povedati po radiju. sorry. Super, Smo ste že- naredili. Sorry. Konec leta 2025 je šla v penzijo, januarja prestala življenjsko pomembno operacijo, tako da so bili zadnji meseci polni pomembnih prelomnic in bi jo rada malo razveselila, tako da se prijavljam tudi zaradi nje. Lepo se imejte. Lepo se, ona je že bila pripričana, ne bojo me zdaj. Lepo se imejte. Čau. Hvala. Kdo je to napisal? Tam zadaj. Torej, to je Katja. A je to Katja in Katja? njena mama. Sem vesel, da se vidimo v živo. Kako ti je drugače s tvojimi fani? Si dokaj blizu s svojimi fani, imaš, ne vem, Zelo imam rad. Jaz vedno po koncertu se podružim, ne, vedno grem pred oder oziroma pred samo dvorano, ko se zgodi slikanje, ko se spoznavamo, ko kakšno rečemo, ko vidim tiste znane obraze, ko se vračajo na koncerte, ne. In me spomnijo, z vami smo se pa slikali že 100-krat. In potem jaz rečem, zdaj moram narediti neke plakete, ne, bila že 10-tič na koncertu, bil že 12-tič Čakaj, na ampak koncertu. kakšne bodo nagrade? Samo plakete ali dobijo Saj to še ne kaj? vem še, Ja, moraš še razmisliti. Saj zato še nisem premislil do konca. Okay. 10 koncertov, 11 gratis. Najmanj. Recimo, neka bonma. Tako da imam rad ta stik, To je- da se spoznam tudi z ljudmi, ki pridejo na koncert, da se spoznamo ne samo jaz, da jih vidim pred odrom, ampak tudi za odrom. Veš, kaj si me spomnil, ko si rekel 10 koncertov, 11 gratis, da zbiraš žige, veš? in Ja, potem valjda. bo Gregor na koncu, veš? Da zabiraš žige Rustjam. Žige ruste zbiramo, ja. To ne vem, če bi kdo zbiral. V glavnem, jaz mislim, da je čas za še eno uživo. Pa mislim, da bodo vzele čisto vse, kar imaš. Že dolgo nisem tvoj, dolgo že bijem boj, daleč si stran, težko mi je sam. Če tudi sem te izgubil, isto bi ponovil trenutke vse zaupanje. Dan za dnem spet si lažem, ko drugi čas ne kradem in čakam, da ti me oživi.
veš, težko dodam. Prepozno sem dojel, kaj v sebi sem imel. Vrniva se nazaj v najmali raj, kjer je še lepo, kot je prej bilo. Vse bi dal za to. Rad bi bil zopet tvoj, rad bi končal ta boj. Nočem biti sam, brez tebe ne znam. Dan za dan spet si lažem, ko drugi čas le kradem. Čakam, da ti me oživiš. Vzemi, kar imam, ker veš, težko dodam. Prepozno sem dojel, kaj v sebi sem imel. Vrniva se nazaj v najmali raj, kjer je še lepo, kot je prej bilo. Vse bi dal za to. Vzemi, kar imam, ker veš, težko dodam. Prepozno sem dojel, ko v sebi sem imel. Vrniva se nazaj v najmali raj, kjer je še lepo, kot je prej bilo. Vse bi dal za to. Vzemi, kar imam in Gregor Ravnik uživa ob ekskluzivnem intimnem koncertu za 10 srečnih izbrank ob dnevu žena. V letu 2026 je torej na vrsti on in na vrsti v bistvu pravzaprav tudi naslednja poslušalka, če smo že pri tem, ne? Naslednja Fenica, da preberemo njeno sporočilo. Res je, kar preberemo. Prebereš ti, preberem jaz? Ajde, preberem. Gregorjeva glasba me spremlja že od samega začetka. Njegov glas sem prvič slišala leta 2018 in je postala del mojega vsakdana. Polepšajo mi tako jutro kot večer. Bila sem na več njegovih koncertih, v živo v Izoli, Ankaranu in Postojni, ter tudi na 2 dobrodelnih koncertih, kjer me je še posebej ganila njegova srčnost in pristnost. Torej ima že 5 žigov, sem preštela. Ja. Vsakič še 5 in je koncert gratis. Vsakič znova me navduši njegova energija, iskrenost in neverjeten glas, ki se te dotakne naravnost v srce. V Postojni sem kupila njegov prvi album, na katerega mi je napisal tudi posvetilo, ki ga skrbno hranim. V avtu in doma pogosto prepevam njegove pesmi, katere me vedno spravijo v jok, bodi si od veselja, bodi si od žalosti, na spomin določenega obdobja v mojem življenju. Moje najljubše pesmi sta Med nama, Ti si in Verjamem. Z Gregorjem sem se imela priložnost tudi slikati že 3-krat, tudi to se lahko zbira žige. valjda. Kolikokrat se slikaš, bravo. 10-krat in pol ga dobiš za en večer domov. A vsakeč je bil občutek enako poseben. Njegova glasba mi pomeni več kot le pesmi, v njem najdem tolažbo, veselje, motivacijo in toplino. Zame je Gregor najbolj poseben glas v Sloveniji. Ta duša in globina, ki jo nosi v svojem glasu, je nekaj resnično redkega in neponovljivega. Ko poje, ne slišim le melodije, začutim zgodbo, iskrenost in srce. Intimen koncert bi bil zame nekaj neprecenljivega, trenutek, ki bi ga nosila v srcu še dolgo. Verjamem, da takšni večeri ustvarjajo spomine, ki ostanejo zavedno, in jaz bi bila neizmerno hvaležna, če bi lahko bila del te zgodbe. To pa je bilo kar ganljivo. Torej, Zelo lepo. kdo je to napisal? Naj samo povem, da smo izbrali to, ker je več kot 1400 znakov. Nekaj žiga. Ne, zelo, zelo lepo in sem kar malo ganjen. A je tle v tem kavču. Na tem kavču. Eno moraš pokazati prav s prstom, to se ne dela, ma ti lahko. Ja ne, kavč bom pokazal. Kavč, ja, zdaj. Ma so 3 na kavču. Na sredini.
Tebi ime Valentina. Je Valentina. To je Valentina, ja? To je podpisana Valentina. Sem zelo počaščen, res to. Taki, pa tudi ko dobim komentarje po kakšnih koncertih, vse preberem, tudi če kdaj ne odpišem in odtegnem odpisati, vse preberem in pa rečem, ok, bom odpisal za nazaj in kakšenkrat pozabim, pol odpišem kasneje, ampak vedno vse ostane, vedno vse preberem, vedno vse vidim, vedno vse vas vidim in ta podpora in ta ljubezen v bistvu mi največ pomeni. Zdaj sem začel jokati. V tem večeru imamo itak še veliko stvari za ti bodi si podariti, da te tudi pobolje spoznamo. Dor je z nami, naj nam piše na 031 533 288, SMS inbox je še vedno odprt, medtem pa si bomo privoščili še eno Med nama. Bravo. Rad bi ti povedal par stvari. Med nama vem, da jih občutiš tudi ti. Med nama da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama. Tisoče preprostih je stvari med nama spletalo naviezne vezi med nama da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama, da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama. Jaz pa si spet želim besed in rad bi znova začutil tvoj pogled, ker me boli to, česar ni med nama, da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama, da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama. Med nama, v živo. Na Radio Kapris in več kot zaslužen aplavz. Gregor, nedavno si bil v Indiji. Kako? Nedavno si bil v Indiji. Ja, res je, zelo na hitro. Jaz imam tam eno sošolko iz Akademije za glasbo, skupaj sva študirala, ona se je poročila z Indicem in skupaj smo imeli en klasičen koncert Okay. v Indiji. Tako da sem bil cele 4 dni dol. Čakaj, ma si bil na njeni indijski poroki, ker bajde, Ne, to je nisem pa kar bil na posebno. njeni indijski poroki, Okay. ker se ni poročila. Poročila se je v Beogradu, ona je
Hrvatica, sicer so se poročili v Beogradu, lih med korono. In edino, mislim, da Beograd je bil takrat odprt, da je lahko on prišel iz Indije in sta se tam v ožjem krogu poročili. Tako da čakamo še indijsko poroko. By the way, kako je v Indiji? Pestro, oni živijo v enem takem predelu, ki ni točno značilno indijski. Ne, Indija je znana, da je kar, so razlike med bogatimi in zelo revnimi. Ampak oni so v predelu, ki se imenuje Goa in je veliko bolj turističen, veliko bolj azijski, v narekovajih, veliko bolj turistom, čist turistom dostopen in nimaš takega kulturnega šoka, kot če bi šel v kakšno drugo mesto v Indiji. Ok, ma drugače ti vedno rad potuješ in zelo vedno neke eksotične kraje. Ja, meni je Azija zelo blizu, zato rad potujem v Azijo nasploh. Nazadnje sem bil, kje že? Ne vem, moram pogledati na tvoj Instagram. Na Baliju, to je sicer še dlje, ne, in drugi predel Azije, ampak meni Azija zelo fascinira. Kultura, hrana, njihova pokrajina. Sicer pa veš, vedno, ko se vrneš pol nazaj domov, si rečeš, kako pa je pri nas lepo. Kako greš skozi predor Dekani, priznaj. Tako da lepo je potovati, da vidiš še bolj, kako je pri nas dobro. Verjamem. Ok, eksotični kraj Indija, kaj bomo zdaj? Zdaj pa pride prvo presenečenje, ne? Prvo presenečenje. Torta? Ne bomo povedali nič. Ne bomo nič povedali. Ampak bomo samo rekli, da je presenečenje. Dobro, ajde, naj bo. Manjca me gleda, ful čudno. Ker si predstavljam, kaj je presenečenje. Kako manjca, če nisi bila tle na tonski? Malej. Vem jaz vse, kaj se dogaja. Nič ne zbeži, ne skrbi. No. Če tvoj obraz ni bil bel od soli, če ne poznaš vetra z juga, če te je strah neugnanih valov pogumlo le z nami na krov. Mi otroci morja poznamo pot med črnin, med otoki. Odplujmo vdali pisali svet s to ladjo želja. Za vse luke sveta vemo le mi, vsak zaliv je naš prijatelj. Na vsakem bregu čaka dekle, nas otroke morja. Prav, Žiga! Veter se večkrat obrne čez noč, zdi se podobno kot sreča. Toda vsak dan, da naš brod brez nezgod valove kroti vse povsod. Mi otroci morja poznamo pot med črmin, med otoki. Odplujmo vdaljni pisani svet s to ladjo želja. Za vse luke sveta vemo le mi, vsak zaliv je naš prijatelj. Na vsakem bregu čaka dekle, nas otroke morja.
čaka dekle, nas otroke. Moja Bravo, Žiga! Bravo, Gregor! Bravo, Blaž Švab, ki si je to zmislil, potegnil iz dove, kjerega predala ta komad in na koncu, vidiš? Veš kaj, to smo mi dva pela prvič, ne, na oddaji, Ja, ki se je zgodila med korono, ne? ja. In takrat je bilo vse zaprto in so nas poklicali. Mi dva nismo poznala te pesmi še. Ne je bilo dobro SMS od Blaža Švaba, ki ti pošlje, sem pa imel eno idejo, ti in Gregor Ravnik, otroci morja. Kaj je to? Ja, smo iz morja, ja. Mislim, ja, smo, ma kaj hočeš me? Ne, otroci morja, je bilo treba dobro res pogooglati, na taj komad od Edvina Flisa. Ja. Pa mislim, da veliko ljudi ga ni poznalo še do takrat. In je še vedno en najbolj gledanih YouTube videoposnetkov za te oddaje. Lahko nekaj povem. Mislim, da je čas, da je mogoče še za kakšen komad narediti duet, ker ful paša da skupaj. Mislim, ful glasov. Jaz čakam povabilo od Žigca, ne vem, kaj zdaj. Veš kaj, se oglasil unik, ki ima ne vem koliko koncertov letno, unega, ki ima 2 na leto, ga vpraša, razumeš? Še takrat ima že on koncert, razumeš? Kako se bomo mi zdaj to zmenili? Čakam povabilo. Vse enkrat sem že rekel. Ja. Pa kaj čakaš? Povabilo kaj, prosti? Čaka povabilo, da ga povabiš k komadu. Nekaj, da skupaj zapojete k duetu. Ampak veš, jaz delam z ekipo, ki pišemo sami komade. Ja, dobro. Da ne boš kaj svojega hotel. Ne, dobro, ni problema, se boš pridružil k mojemu ali pa sem s tvojemu, se ni panike. Stavimo še... Valjda, se zato so tukaj. Danes sem rekel, da punce pustim doma, ker je le koncert ob dnevu žena, ne. Za punce bomo imeli, ko bojo imeli za dan mučenikov. Dan mučenikov bo same one dve pele. Ampak ja, moram reči, da krasni fanti okoli mene, ne samo na odru, ampak tudi za odrom se zelo dobro razumemo. Bom začel tle na moji levi. Anžel Angus Petrovič, Dagi na basu. Na bobnih Jure Rozman. In avtor 90% mojih pesmi. In na kitari vedno Marko Hrvatin. Ja, Marko! Med nami, oziroma med njimi, je nekdo, ki dela na AMZS-ju, tvoji starši grejo tja vedno delati tehnični in poje med drugim... Jaz tudi grem tam delati tehnični. No, sej, zato... Ne samo moji starši. Zdaj pa da vidimo, kako si to zapomnil. In prepeva v eni vokalni skupini, med drugim sva tudi mi dva pela enkrat s to vokalno skupino. Skiro. Je tle, ne? Da, vedno mešaš. Se je zdelo, ja, v obrazu. Kdo bi lahko bil? Samo kiri skupini. V vokalni skupini Karina. A res smo skupaj peli? Nismo skupaj peli. Bomo. A ja, zdaj? Bo Erika kaj povedala? Dobro večer, Erika. Čau. Čau, Erika. Čau. Ne, no, nismo še peli z vokalno skupino, lahko pa bi, ja, super ideja, hvala Žiga. Evo, se zato sem tu javim. Ne, bili smo pa skupaj na enem, v bistvu, dobrodelni koncert je bil, jaz sem takrat nastopala z vrtcom Rižana. Aha, ja. To je bilo, mislim, da 3 leta nazaj. Je že nekaj časa nazaj, ja? Ja, no, takrat sem te prvič slišala pet in tako mi je bilo, wow. Ne, ker je pač bila je dvorana, ki ni glih pač akustična in pel si brez mikrofona in to je neslo čez celo dvorano. In jaz sem, wow, to mislim, no, tako. Hvala. Lepi spomini, ja. Smo pa le, mislim, jaz sem delal tudi akademijo za glasbo, ne, in tam te naučijo, da je tvoj inštrument cel, ne, celo telo. In ga moraš znati uporabiti ne samo z mikrofonom, ampak tudi predvsem brez. Tudi s koleni in boki. Vse žiga, vse je del tvojega inštrumenta. Ok, zdaj pa pazi nagradno vprašanje zate. Kaj dobim za nagrado? Dobiš Pelinovo. Dobiš, to je prav samo zate, ampak moraš pravilno odgovoriti na vprašanje.
A si za to? Bom že dobil kaj. No, zdaj pa, čakaj, da jaz zdaj pripravim eno posebno podlago, ker to zdaj je resno vprašanje. Za vse tiste, ki ste z nami v živo, boste poslušali tenšo podlago. Torej, Ja. vprašanje se glasi. Vse, ko si dobro skvizit, kot da. Zdaj pa ne bom. Ali veš, koliko koncertov si imel z bendom od zmage Melodij morja in sonca do danes? A. 25. To ti je Marko povedal. Ja. B. 30. C. 38. Ali D. 41. Pri milijonarju je vedno D prvi odgovor, ne? Ampak ni D. Lahko uporabiš tudi Glas ljudstva. ali pa polovično. Lej, za 10 vemo, ker so že bile 10 koncertov. Ja. Ne, jaz mislim, da je bilo med 25 in 30, ne, Marko? Kaj? Več? Ne pomaga. Pomagaj mi za ta pelinkovec, no? Tvoj zadnji odgovor? Kaj? Ni še nič rekel. A, ok. A. Ne, B. Kaj? Ne. B. 30. C. Kaj? C. 38. C? B? Ja, to bi mi ti povedal. Kaj mi lahko pomagaš, prosim? Ja, Dobiš pol. dobiš čep. Kaj, če dam polovičko? Ja, boš mogel pol pelinkovca deliti. Kaj, No, daj mu polovičko, no. Daj mi polovičko. B ali C, torej 30 Ja, super. ali 38. Ja, čuj. Nikoli ni Naj puščam lahko. C, ajde. C. Ja, Pravilen odgovor. hvala. Čakaj. Čakaj. Še čakaj, ma ni še, Ja, vi čakaj. ploskate. Za nagrado našega Pelinkovca, ki je današnji spremljevalec večera skupaj z Lemoniš. Odgovor je pravilen! A ja, samo eno vprašanje je bilo. A ja, ti bi rad še? A hvala, protko, ja. Super. Bomo pol spili skupaj. Ampak daj res tvoj, tako da si ga zaslužiš. Torej, danes je... Koliko jih je bilo po torej? 38. Že? Ja. Priden, kaj? Ma čakaj, upoštevamo današnjega ali ne? Ne, današnji ne. A, torej, kmalu bo okrogla. Danes je 38,5, ker pol benda ni. Ni to veze, Važno nastopajo. važen nastop. Okay, danes je četrtek, dan žena je v nedeljo, ma slišali pa bomo torek, pa naj bo, kar bo. Bomo najprej, mi ponavadi ne, na koncertu ga zapojemo najprej skupaj. Aha, ok. Tako da lahko tudi ti poješ v mikrofon. Mam. Pa veš, da tega sploh ne znam. Da rabi koga, da se mu predam. Jaz pojem peke. In da ne živeti samo sam. In niti da ti pred... Evo, Zelo lepo se sliši. Pa veš, da tega sploh ne znam. Da rabim nekoga, da se mu predam. Bravo. In da ne znam živeti samo sam. In niti malo ni me sram, da ti pred sami zdaj priznam. Bravo. Ne zapuščaj me danes, to ni dober dan za slovo. Vse mi danes gre na robe, zdi se mi, da bom padel na dno. Ne zapuščaj me danes, torek res ni dober dan. Kot najlažje sonca danes ni, le držno si. Pa veš, da tega sploh ne znam.
zapuščaj me danes, ker sem čisto izgubljen. Sam ne vem, kam zdaj hodim in ne vem, kaj naj počnem. Ne zapuščaj me znova, to sem že doživel. Ti le čakaš dan, ko sonca ni, le dež razsipa. Veš, da tega sploh ne znam, da rabim koga, da se mu predam in da ne znam živeti sabo sam in niti malo ni me sram, da ti predvsem i zdaj priznam. Živeti sam. Pa veš, da tega sploh ne znam, da rabim koga, da se mu predam in da ne znam živeti sabo sam in niti malo ni me sram, da ti predvsem i zdaj priznam in niti malo ni me sram. Hvala lepa. Kakšen glas. Bravo vam! Torek v živo iz studia Radio Capris, še 20 minut imamo za ta prečudovit koncert. Saj naš šef je tukaj, tako da uživa z nami in najverjetneje bo pustil tudi, če gremo čez kakšno... A imamo na čas žigati? Mi si ga bomo vzeli, kolikor nam je pač tega potrebno. Pred nami je v bistvu ena taka zanimiva stvar in sicer one imajo nekaj vprašanj zate. Ojoj. Pa me zanima, katera bo prva dvignila roko, da vpraša Gregorja nekaj zdaj tukaj v živo. Aha, neki listki že padajo. Dobro. Plonkec, kar pojdi do Ampak to plonca. vprašanje si ti napisal, ali kaj? Ma ja, ne, one imajo, firbec jih matra. Čau, Gregor. Čau. Veš, kaj mene zanima? Kaj ti poslušaš v avtu za sprostitev po napornem dnevu? Kakšno muziko? Good question. Ponavadi nič. To je tisto klišejsko vprašanje, ampak res ponavadi nič. Veliko poslušam klasike. Zadnjič sem si dal prav, ker imaš ne te spletne, ne, kako se jim reče? Ja, streame razne, ja. Streame, ja. Tako da sem poslušal cel CD enih klasičnih klavirskih koncertov. Recimo, to me sprošča. Klavirske, ja. Brez vokalov, ker se mi zdi, da imam že tako vsak dan imam veliko glasbe ob sebi in veliko koncertov, vsak dan je neka vaja in imam potem rajše kakšno instrumentalno glasbo. Ampak tišina? Tišina tudi, doma, recimo jaz nikoli doma ne poslušam glasbe. V avtu ali poslušam radio, ali pa res kakšne take instrumentalne zadeve. Imam pa Markota tukaj, ki mi vsake toliko predlaga kakšne nove izvajalce, ali pa nove albume, ali pa nove glasbe in potem še njega, ki upoštevam, pa še kaj poslušam. A, da se tako. še kaj novega naučim. Marko je tvoj guru, torej. Za Marko je moja pošiljanje desna roka, moj najboljši database. prijatelj, vse. Brez To se pa lepo Markota- sliši. Brez Markota ne bi sigurno bilo tega projekta. Pangos, a imamo še koga Pangos, ki bi rad kaj vprašal? Katera bo dvignila roko? Vse imajo domačo nalogo, by the way, ne? Zdaj se valjda nobena ne boja. Mogoče sem že vse odgovoril. A imamo še koga, ki bi nekaj vprašal? Jaz najprej bi ti čestitala. In po eni strani kot Obalčanka sem vesela, da imamo mi na Obali takega pevca, takega izvajalca, takšen bend. Smo lahko ponosni na to, ker mislim, da si trenutno špica naše slovenske glasbe.
Hvala. In sem vesela, da sem danes tukaj. In rada bi te vprašala, koliko ur ima tvoj dan? Premalo, Vedno premalo, ja. Včasih jih ima 38. Ne, je pa res, da veliko spim. Jaz si vzamem veliko časa za spanje. Spim minimalno 8 do 9 ur. O, Madonna, so zdaj. To je že luksus. O, Madonna. In to je vse za glas, ne? Ker jaz opazim, če nisem naspan, če je glas tudi ne naspan. In potem trpi vse. Tako da imam srečo, da se ukvarjam v tem trenutku samo večinoma s sabo in svojimi projekti, svojimi koncerti, svojimi stvarmi. Tako da je potem dan namenjen samo temu. In tudi, če je dan dolg, zjutraj od 8, včasih 9 do zvečer 10 mi ni težko, ne? Ker delam tisto, kar mi je najljubše na svetu. Pa stomatološki stol si... Stomatološki stol sem dal na stran. Delal sem tukaj v Luciji 2 leti. Pri krasnih ljudeh in zdravnikih, pri dr. Čoku. In sem dal zdaj to zaenkrat na stran. Sicer licenco imam še in se tudi obnavljam, ampak je ta glasba tista, ki je me najbolj prevzela. Škoda bi te bilo, če ne bi izkoristil. In vidim paciente, ki hodijo na moje koncerte, ne? Kaj, to je še v redu? Doktor, poglejte to. In mi pravijo, da se imamo boljše. Manj boli. Manj boli. Ne, rajše se družimo ob takih priložnostih. Sicer jaz sem hotel čisto dati na stran to zobozdravniško zgodbo, ampak a si pulu zobe? Ja, seveda, Žiga, jaz sem vse delal. In tistih pridejo tudi na koncert, ali ne pridejo več? Ja, pridejo. Sej ne puliš tiste zobe, ki niso, mislim, ne, ki so zdravi, so oni, ki so nezdravi. Ja, to pove unemu, ja, ki je zdaj brez zoba. Gremo zdaj. Ne, uni ima že novega, ne skrbi ti, Žiga. Nikoli ni noben brez zob. Četrtek bo zate tudi izredno pomemben dan, zakaj? V četrtek izidemo nov singel in tudi video spot. Tako da v bistvu vi prvi veste tukaj. Z pesem, v bistvu, ki je že na mojem albumu, na albumu Verjamem, in ki ima eno posebno mesto pri meni, naslov je V naši ulici. Mef je napisal besedilo in je eno tako besedilo, ki me vrne v otroštvo, vrne v moj domač Ankaran, v našo ulico, ko smo se igrali z sosedi, imeli smo nekako, moji vrstniki so bili v tej ulici in smo se veliko družili in veliko tekali. Ni bilo nobenih mobitelov, veliko je bilo igranja od zunaj. Potem, ko so prišli računalniki, so bili tudi računalniki, ampak ne. Prej pa je bilo veliko tega pristnega prijateljstva in pristnega druženja, kar mogoče danes malo manjka tudi pri nas, ne? Pri naših letih in pri naši generaciji. Ampak vrne me v tisto otroštvo, vrne me v tiste lepe čase, ko smo si rekli, da bomo ostali prijatelji zavedno. No in pride video spot ven, tudi z nekaj mojimi starimi otroškimi posnetki. A ja, wow, cool. Smo izbrskali, moj oče je mogel kupiti prav pretvornik za kasete, da je potem digitaliziral. Okay. Takrat smo imeli še vse na kasetah. Zdaj, po moje, te generacije niti ne vejo. Zadnjič sem bil na enem radiju in smo imeli CD, ne? In ena kolegica njihova, ki je po moje stara lih 17-18 let, ni vedela niti, kako se odpre ta CD. Etiketa. Je hotela dati kozarec gor, ki je mislila, da je ono za pod kozarec. Ja, tako da, mi smo pa imeli še kasete, si predstavljaš. No, ja. In kamere, ki so drali. V glavnem, dajmo slišati to pesem, torej V naši ulici, Gregor Ravnik, ekskluzivno iz studia Radia Kapris. V naši ulici zdaj otrok več ni, Kostanj še stoji, a pod njim nikogar ni. Včasih pa smo tam, dnevom kratli čas, od jutra do noči, tiho in na glas. Spomnim se
tebi ostal. V naši ulici še veter kdaj zaspi, ker več nikogar ni, da ga ulovi. Včasih pa smo tam zmaje spuščali v nebo, se stepli za kolo. Dolg čas ni bilo, spomnim se smeha in joka, igranja kdo lovi, skrivalnic v temi, takrat sva bila komaj otroka. Pa sem ti priznal, vedno bom ob tebi ostal. Spomnim se smeha in joka, igranja kdo lovi, skrivalnic v temi, takrat sva bila komaj otroka. Pa sem ti priznal, vedno bom ob tebi ostal. Bom ostal, bom ostal, vedno bom ob tebi ostal. Hvala lepa. Pesem, ki glede na to, da jo je napisal Mev, bi se lahko klicala tudi ljubljanska, ampak je napisal v naši ulici. Ja, V bistvu. v tvoji ulici, V moj- lepo v moji ulici. Ne, v pravi, njegovi ulici. ljubljanska, ne, to je Mefova. Ljubljanska. Ej, Gregor, a imaš še kakšnega prijatelja iz otroštva ali pa prijateljico? Ja, absolutno, absolutno imam. Predvsem nekaj prijateljev imam iz osnovne šole še. Tisti, ki smo v Ankaranu, nas je malo, ki se še družimo. Jaz se kar premalo krat vračam nazaj na obalo, ker sem zdaj v Ljubljani stacioniran, ampak se rad vračam k mojim staršem, tudi v Ankaran. In tisti, ki pa se družimo, iz takrat smo si pa res nekako blizu, se mi zdi, ne? In smo se ostali tisti otroci od takrat. To je na ta način, če se ne vidite 3 mesece, po 3 mesecih je še vedno isto. Ja, isto. Si povemo vse, kar si imamo zapovedati, kot da bi bilo recimo včeraj, da se nismo videli. Ampak v vsem tem času, ker se ti je toliko stvari dogajalo, neprestano si po televiziji, si zmagal festival in tako naprej, koliko se je spremenil odnos nekaterih oseb, če si opazil to, mogoče nekateri so se spremenili, drugi ne. Opaziš to? Ja, opazim, da me mogoče spoznavam ljudi, ne, in tekom let oziroma tekom delovanja in spoznavaš ljudi, ki potem so s tabo samo zaradi določenega interesa mogoče, ne. Ampak imam pa tako srečo, da to hitro ugotovim. In se mi zdi, da lansko leto je bilo prav za mene tako leto odnosov. Eno leto, ko sem mogoče res spoznal, kiri so pravi ljudje okoli mene in kiri niso. Je pa res, da tisti prijatelji, ki smo res dobri prijatelji od nekdaj, se pa ob meni nikoli niso spremenili, kar mi je v bistvu najlepše. To je v bistvu največja nagrada v vsej zgodbi, no? Da se določeni ljudje pa le niso spremenili. Čas je za še kakšno vprašanje iz občinstva. Dekleta, ena naj se že tvoje, zdaj je čas, da vprašaš. Tam vidim, da se že neki skomigujejo ramena. Dobro. Čau, Gregor. Čau. Najprej bi rada pohvalila tvoj super lep vokal in prezenco. Hvala. Res krasen. Ne bom te matrala nič od zobozdravstva. Karkoli. Karkoli. Mene pa zanima, če bi imel priložnost, s kom bi ustvaril nov duet.
Ma ja, to je že vidno. Poleg žige, ne. Ja, kar nekaj se mi zdi, da je takih zanimivih, ne. Absolutno kar nekaj slovenskih izvajalcev, ki mi jih je ljubih, ne, in bi z njimi absolutno rad sodeloval. Pa pol če enega rečem, bo drugi užaljen, tako da bom šel v tujino. Bolj varno. Ki se visto, čau. Ne, jaz od malega poslušam Giorgio, recimo, ona je meni najljubša italijanska pevka in enkrat si prav vizualiziram. Ja, manifestiraš. Kako bi mi dva naredili en duet, samo se veš. Pošljem to v vesolje, pol enkrat bo prišel do nje. Tako se to počne. Ja, tudi. Recimo. Ampak ne, imamo pa pri nas veliko dobrih glasbenikov, glasbenic, pevk, pevcev, s katerimi bi tak bil počaščen sodelovati. Tako da se mi zdi, da ta sodelovanja pride v pravem času, ne, in jih ne moreš forsirati in vedno ko more in ko je na pravem mestu pride. Tako da vem, da bo sigurno me čaka en lep duet v tem letu, upam. To mi je delo občutke krivde zdaj. Ne. Še je čas, da končamo, kar imamo za narediti. Torej, kot sem ti prej rekel, tudi jaz nekaj še delam, tako da mogoče najdemo. Ti pravimo vse ob pravem trenutku. A je še kakšno vprašanje? Evo ga. Zdravo, Gregor. Še enkrat moram pohvaliti tudi jaz tvojo prezenco, tvojo energijo, tvojo toplino. Hvala. In to tvojo, bom rekla, radost in pozitivo, ki jo imaš na odru. Moje vprašanje zate je, če bi lahko zbral eno pesem, slovensko, tvojo ali tujo, ki bi opisala tebe kot človeka, katera bi to bila? Zelo dobro vprašanje. Ne vem, če sem kdaj se toliko poglobil, zdaj moram prav pobrskati po vseh mojih pesmih. Otroci morja, kaj sigurno? Otroci morja je ena taka pesem, ki je zelo nostalgična in me vrne. Pa itak Solinar se mi zdi ena taka, ampak mene se mi zdi, da opišejo pozitivna besedila, ki imajo neko upanje in prav to hočem tudi v tem albumu, ne, zadnjem, ki smo ga izdali, vse pesmi povezati z neko rdečo nitijo, ki opisuje upanje, ki opisuje lepe stvari in opisuje predvsem to dobro, ne, v vseh skladbah. Se mi zdi, da je ena taka, ki se me je najbolj dotaknila in ki se mi zdi, da je zame ena lepših in tudi meni pisana je za vse čase mogoče. Za vse čase, tvoja, ja. Tuja, mislim, kot koga drugega ti pride na misel? Kakšno tvojo imaš v misli? Ma ne, mojo. Si ga rekel pozitivno besedila. Jaz žiga ni togo. Veš, da ne vem. A sigurno je kakšna, samo zdaj mi ne pade na pamet, ampak sigurno je... Ti si bil tudi del zelo pomembnega opernega trija, ampak tako, te operne zasedbe v bistvu so zelo popularne tako po svetu, ne, in so tudi zelo priljubljene. A je ena, ki se razlikuje od drugih in ti je zaradi tega bolj všeč? Razlikuje. Vsaka se razlikuje od... noben ni isti, vsak dela svojo muziko, vsak dela svoje priredbe in vsak je različen po svoje. Ne? In tudi mi z Vivere smo delali nekakšno mešanico med popom in opero. In ja, veš, ko pomisliš na ta žanr, pomisliš takoj na Il Divo ali pa Il Volo, ki smo vsi nekako bili podobni. Ampak iščeš tisto, kar bi lahko bilo različno. Ne? Mi smo imeli band, ki nas je mogoče malo razlikoval od orkestra, ki je pri drugih, ampak predvsem skušaš delati svoje priredbe, skušaš delati inovativno, ne? Ampak je ta žanr operni, vedno te povleče nazaj na to klasiko, ne? In te potem primerjajo z drugimi. Ampak jaz pa tudi rad recimo opero povežem tudi na naših odrih, na naših koncertih, ker sem le operno izobražen pevec in rad pripeljem tudi tisti kanček opere na naše koncerte do publike. Se mi zdi, da naredi še tisto pikico na i včasih. Kako je nastala pesem Verjamem? Verjamem je nastala in je tudi naslovna pesem albuma, zadnjega, ki je izšel lani septembra. Nastala je, se mi zdi, tam proti koncu, ne, naših ustvarjanj pesmi, kar se tiče besedil, ne. In zame opisuje prav tiste odnose. Ne. Lani, kot sem ti rekel, je bilo že neko leto odnosov je bilo zame lani. Si spucal Facebook frende?
Ne, to ne. Sem pa spucal, nisem spucal. Sem pa spoznal določene ljudi in razčistil določene odnose, to ja. Ampak je pa prav tisto, da zaupaš, da te da te življenje vodi po pravi poti, ne, do pravih ljudi. Včasih je težko zaupati, ampak če pa ne zaupaš, če pa ne verjameš, je pa za manj, ne, in živiš za manj. In tako da včasih je težko to skombinirati, pa predvsem pa moraš zaupati, da je vedno vse nekaj se zgodi, kar se mora zgoditi. To je mogoče tisto, kar govori to. In verjamem, da bomo to tudi prepoznali v besedilu. Zdaj bodo Gregor in njegovi fantje zaigrali v živo, verjamem, v našem studiu ob ekskluzivnem intimnem koncertu za Dan žena. Zaupati ljudem, težko je to že vem, ampak če si sam, je vse zaman. Zaupati ni greh, če znaš ostati na tleh, taki zna verjet, zna živet. Če verjameš, bo lažje ti vse. In zdaj pusti, naj vodi te srce, vse bo drugače, poglej, zate tu sem še naprej. Verjamem vse, ker verjame srce. Ko boš od mene odšla in svet bo zagrnila tema, ti bom verjel, ker to sem hotel. Zaupati ljudem, težko je zdaj to vem, taki zna živet, zna verjet. Če verjameš, bo lažje ti vse. In zdaj pusti, naj vodi te srce, vse bo drugače, poglej, zate tu sem še naprej. Verjamem vse, ker verjame srce. Ko boš od mene odšla in svet bo zagrnila tema, ti bom verjel, ker to sem hotel. Vse bo drugače, poglej, zate tu sem še naprej. Verjamem vse, ker verjame srce. Ko boš od mene odšla in svet bo zagrnila tema, ti bom verjel, ker to sem hotel. Ker to sem hotel. Hvala. Hvala lepa. Kako lepo. Ker brez besed ostanemo, Ja, če itak smo ostane. čisto iskreni. In moram priznati, da imamo res fantastičen pogled. Mene še zanima, če ima katera od vas deklet še kakšno zadnje vprašanje za Gregorja, ker to je zdaj zadnja priložnost. Pol gre. Tukaj veš, kaj je ta kavč, ni nič povedal. Mene zanima, če slučajno bi rada še kakšna izkoristila to priložnost, ker je res enkratna priložnost. Dajte hitro, ker nazadnje bil v Indiji, pol mesec je bil na Baliju, tako da nikoli ne veš, če ga kam pot odpelje. Nimam planov še. A Ampak to bi? sem, to A se bi? vedno spreminjam. Kaj bližje, tipo ne vem,
Muđa. Dalmacija. Bom šla jaz do deklet, čakaj. A ja, Evo. Manca vas bo Jaz bi prepričala rada sigurno. tebe slišala, oziroma vaju, no? Eno od vaju naj postaviš eno vprašanje. Joj, Gregor, čestitke za tvojo pot, za tvojo glasbo. Hvala, ki nam božaš srca. Kaj so tvoje sanje? Jaz živim moje sanje trenutno in včasih se mi je zdelo nemogoče, da bi lahko od glasbe živel zares in da bi to počel. Ampak jaz moram reči, da nisem imel nikoli drugačnih sanj zares, da bi šel v tujino, ne, z glasbo, ali da bi delal kaj drugega, ampak vedno sem upal potihoma, ne, in nekako, da bo glasba tista, ki bo prevladala, čeprav si to mogoče nisem rekel, pa sem šel po drugih poteh, ne, in doma je včasih mama bila, joj, pa zdaj si toliko časa študiral, ne, medicino, pa kaj. In sem rekel, teh 6 let medicine je nič v primerjavi s celim življenjem in če počneš tisto, kar imaš najraje celo življenje, je to najbolj vredno in trenutno so to moje sanje. Trenutno si ne bi mogel predstavljati, da bi počel kaj lepšega in sem srečen, da je tako. Po mojem, naše sanje danes so tudi tu s tabo. Ampak danes dobivam pa najlepši kompliment. Sem rekla, da moramo če kaj vprašati, ker je odličen zaključek bil to. Najlepša hvala v osnovi vsem dekletom, ki so se prijavili, ker smo ugotovili tudi letos, da je izbor našega glasbenega gosta bil ta pravi. Hvala, Gregor, tebi in celotnemu tvoji ekipi, da ste si vzeli čas, da ste prišli sem. Hvala lepa. Privoščili si bomo še eno lepo za zaključek. To pomeni, da drugo leto ne pridemo, ne? Ne vem, bomo zrihtali. Lahko naredimo tradicionalni koncert z Gregorjem Ravnikom. Zakaj pa ne? Ej, samo Gregor, da veš, kandidatki je veliko. Kako me je Tilen pogledal? On se ne brani. Ne hecam se, no, samo namignem. Meni je fajn, ni problema. Ti pravim, kandidatki tudi veliko, tako da imamo za izbrati kogarkoli. Ja. Tako da za lep zaključek tega večera si privoščimo še eno in srečno naprej, dobro delate in delate tako še naprej, ker ste res lepi in vas je lepo slišati. Jaz bi rada še zaželela vsem ženskam, ne samo tem, ki ste tukaj danes z nami, en lep in prisrčen 8. marec in dejmo poskrbeti zase, ker smo čudovite. Bravo. Pa dajte skrbeti zase za vse čase, tako kot pravi tudi naslednja pesem. Gregor, še enkrat hvala. Hvala vam, hvala Radio Kapris za krasno podporo skozi vsa leta. Obalčani držimo skupaj in to je zelo krasno. In Manca si mi prav vzela zadnje besede. Hvala vsem vam, hvala damam in čestitke vsem damam za prihajajoči dan žena. Brez vas smo nič. Čeprav mojih 2 dam danes ni, ampak jaz brez njih sem. Tako da upam, da se čim večkrat vidimo in hvala vam. Sonce nas greje, morje prešteje, nove obljube, nove poljube, spomnim se. Tisto poletje, segrelo je mesto, midva pa sama, le nekaj med nama, spomnim se. Kadar sonce sije, se zdi, da se smejiš. In ko prav zapihaš, še vem, kako dišiš. Tople trave v tvojih solaseh, ples valov v tvojih jedaneh. Če lahko ostalo bi tako,
Za vse čase bi bilo lepo. Dolgo poletje je hitro končalo in je ostalo vsega bolj malo, a spomnim se. Kadar sonce sije, se zdi, da se smejiš, in ko prav zapiha, še vem, kako dišiš. Tople trave v tvojih so laseh, ples valov v tvojih je dlaneh. Če lahko ostalo bi tako, za vse čase bi bilo lepo. Tople trave v tvojih so laseh, ples valov v tvojih je dlaneh. Ples valov v tvojih je dlaneh. Če lahko ostalo bi tako, za vse čase bi bilo lepo. Za vse čase bi bilo lepo. Hvala lepa. Ne zapuščaj me danes, to ni dober dan za slovo. Vse mi danes gre narobe, zdi se mi, da bom padel na dno. Ne zapuščaj me danes, torek res ni dober dan.